Je pa predstavitev investitorja z vidika gradbenih predpisov in to imam 10 minut časa za govoriti temu, ki bi sicer lahko trajala cel dan. Tako da se mi zdi, da tako bo zelo bazično v primerjavi z vsemi podrobnimi podatki, zanimivimi podatki, ki bom jaz danes podala. Skratka, kje je naš investitor, lahko mu rečemo tudi lastnik objekta pri novogradnji, pri obnovi objektov. Torej, investitor, zakaj enkrat rečemo naročnik, enkrat pa investitor, pa kaj je en, pa kaj drugi. Investitor, gradbeni predpisi, javnopravne obveznosti, pridobivanje dovoljenj, če je kaj narobe, inšpekcijski postopki, kazni, mnenje dajalci, vloga pridobivanja uporabnih dovoljenj, investitor. Gradbeni zakon reče investitor, kdo pa je investitor? Tisti, ki sproža neke upravne postopke. Moja hčerka je zadnjič rekla, doma je rekla, oziroma njen mož je rekel, da se ona ima za investitorko, pa se je smejal, ne? A ni tisti investitor, ki da denar, v osnovi ja. Ampak tle v tem primeru gradbeni zakon reče, pa že vsa zgodovina zakonov iz tega področja, govori investitor, to je tisti, ki v bistvu nastopa proti državi z vsemi dovoljenji javni interes, izpolnjuje javni interes glede obstoječih in bodočih stavb. Torej je generalno odgovoren za vse objekte, generalno investitor v fazi projektiranja in kasneje lastnik objekta, ki pa potem je spet investitor, ko gre v prenovo takih objektov. Celovito prenovo takih objektov, to, kar sem poslušala, energetske prenove, vedno bi bila potrebna celovita prenova, kar pomeni tudi statičen pregled vlage in takšne stvari, ne samo eno plastično vrečko natakniti na objekt, pa imamo pa noter z vsemi težavami. Torej, to je investitor. Ko se pa naš investitor spremeni, ker imamo samo ideje, lahko sicer veliko delamo, ampak dokler ni naredili prvih korakov s projektom, ali potem z izvedbo, ogromno dela pa nič rezultata. Ko pa začnemo z rezultati, se pa temu potem reče, pa investitor stopi v škornje naročnika in naroča projekt, mora zagotoviti po zakonu seveda obvezno tudi nadzornika in potem izvajalca na koncu. To je prav v tem primeru pa pol naročnik. Je ostalo to kar eno in isto. Če govorimo o pogodbenih obveznostih, govorimo o naročniku, ko govorimo o dolgu do države, država hoče, da imamo varno, energetske učinkovite objekte, s čimer vplive na okolje, ustreznimi materiali zgrajene, takrat pa nastopa kot investitor. Za začetek. Ker mogoče govorimo tole tudi v zadnjem obdobju opažamo tudi samogradnjo. Lesena, pri sosedu bojo zdaj delali, kar sami bojo delali, nekaj bojo naročili na cena rezano, nekaj masivno leseno lepljeno konstrukcijo, potem bojo pa kar sami noter delali. Samograditeljstvo. Ves čas je že dovoljeno, ni bilo nikoli kljub, bi rekla, profesionalnemu delu udeležencev, predvsem izvajalcev, tendenci, da tega več ne bi bilo. In v umestnem obdobju, ko je bila ta gradnja, opeka, beton, v resnici tega samograditeljstva ni bilo v taki meri. Zdaj pa spet. V resnici zdaj, jaz prihajam, pred kakšnim 2 leta sem bila še na terenu kot inšpektorica, sem videla, da v resnici ljudje, arhitekt gradi nek poklic, ki je rekel, en je rekel, meni se bo splača doma 1 leto biti brez službe, pa delati, ker bo več zaslužil, kot če bo hodil v službo, ok, z neko zalogo seveda odzadaj. Skratka, zakon dopušča samograditeljstvo. Enega dela objekta ali celotnega. Jaz lepo prosim, da če nekdo že je sposoben neko konstrukcijo narediti, pa mogoče celo ploščice noter položiti, po vsej verjetnosti pa ni in ne dela tega, ali pa na zadnji ne dela nego plinsko inštalacijo, tako naskrivoma, zato ker objekt gradi v samograditeljstvu, to ni res. On tista dela, kar naredi sam, zunanjo ureditev, ne vem, karkoli že zna, ostale pa regularno in te inženirske zadeve z vidika strojnih inštalacij in elektroinštalacij so danes izjemno zahtevne. Če smo včasih rekli pri objektu, da je zahtevna statika, je statika danes več ali manj ostaja neka tradicija. Je pomembna, izjemno najbolj, ker če statike nimamo nič na objektu, ampak tehnološko zahtevno, strokovno sta pa stroke pa daleč presegata. Zato danes tudi ta dvoboj, zdaj imamo trenutno na tem zakonu, zdaj interventni zakon, ki je moratorij pa tako naprej,
Katera stroka je bolj pomembna, vse so pomembne, da ne bo dvoma, ampak izjemno pomembne postajajo te elektrostrojne instalacije, res strokovno, vse to, kar smo danes videli, da so to zahtevno. No, torej, govorim o tem, bom danes govorila, pa sem že porabila skoraj. Zato bom pa res zdaj samo prelistala, kaj so pa obveznosti. Torej, investitor, v osnovi vsa dovoljenja, vsa projektna dokumentacija, druga dokumentacija, zapore cesta, ravnanje za odpadke, ureditev gradbišča, vse je osnovo na investitorju, ki seveda to, če želite, moje slajde lahko potem organizator razpošlje, te svoje obveznosti pa praviloma investitor, razen če ni nek strajen investitor, ki se zna biti investitor, če so tisti enkratni, parkratni investitorji, večino teh svojih obveznosti prenese na pogodbene izvajalce, kar je prvo seveda. Naslednja obveznost, da gradi, zdaj pa gradi lahko novogradnjo, lahko gradi tudi neko rekonstrukcijo, neko obnovo, na obstoječih objektih obnova, z manjšo rekonstrukcijo postaja vedno obsežnejša, dražja, tehnično zahtevna, v bistvu nam ostane neko orodje, potem pa noter lahko delamo nov objekt, vse to brez gradbenega dovoljenja. Absolutno mora tukaj noter stroka svoje prispevati, država v tem primeru obnove obstoječih objektov se je kar spustila, v bistvu se je postavila na kraj in je rekla, ne rabite gradbenega dovoljenja, to so vzdrževalna dela, vzdrževanje objektov, kako se boste pa tega lotili, je pa jasno, investitor mora vedeti, kaj pa, kako se tega lahko lotim, jasno ugotavljamo, brez ustreznih projektov, za izvedbo z vsemi elaborati in tudi brez nadzora to ne gre. Potem manjša rekonstrukcija, to pa je novost v gradbenem zakonu, jaz zdaj delam eno projektno nalogo za neko projektiranje, dokončanje nekega obstoječega objekta, ne bomo iskali gradbenega dovoljenja, če bo le šlo, ker bomo delali nek preboj čez neko konstrukcijo v pritlično, ampak to bo manjša rekonstrukcija. Bom porabila tam statika, ampak ne bo pa treba zaradi tega posega delati, bom pa delala sicer gradbeno dovoljenje za spremembo namennosti, ker je bolj enostavno, kot pa sicer sama rekonstrukcija, ker je le obsežnejši gradbeno dovoljenje. Skratka, tole je novost, da se na hitro streha s konstrukcijo, se lahko zamenja, delajo se lahko preboji, zdaj je že definirano, imamo že natančno predpisano, prejšnji teden je bila uredba o razvrščanju, uredba o razvrščanju objektov je bila sprejeta, noter imamo v prilogi, kaj predstavlja to manjšo rekonstrukcijo brez gradbenega dovoljenja. Sodelovanjem gradbenika, arhitekta, ampak brez gradbenega dovoljenja. Seveda z vsemi potrebnimi soglasji, kadar so predpisani. Kadar ni potrebno gradbeno dovoljenje, o tem sem že spregovorila, to se pravi, to so vzdrževalna dela, ali pa gradnje takih manjših objektov, ker se jih rečemo enostavni objekti. To je tukaj. Tukaj je investitor prepuščen sam sebi, kaj se bo odločil. Država, javnopravni predpis reče, nič ne smeš delati v nasprotju s predpisi. In kako pol nek investitor, jaz verjamem nek Dars, Petrol, neki taki ogromni, ki imajo ogromno število, ki imajo svoje investicijske službe, že vejo, kaj bojo delali. Pa še tisti, ki se vejo, kaj bojo delali, se tega zavedajo. Torej je treba povzeti tisti sistem, sicer iz postopka gradbenega uporabnega dovoljenja. V bistvu cel postopek je preskočimo tukaj noter sam postopek gradbenega dovoljenja. Potrebna soglasja, kadar so projektna dokumentacija, v bistvu na nivoju PZI-ja, če treba kakšne projektne pogoje mnenja, seveda, ne vem, v obnovi takih objektov, pa če ne drugo, zdaj vedno posegamo, zdaj vedno gremo obnovljivi viri energije, jaz se celo zdaj premišljujem, ali sončno vetrne so postavljene nekje zraven oziroma na vrh fotovoltaiko, se moramo šli preverjati. No, ampak imam že težavo s kulturno dediščino, kar rečejo, govorimo o konkretnem primeru, veduta obmorskega mesta, nič 5 cm gorne, ker pa bojo prišli turisti iz ladje, ne bojo videti vedute. Ali bomo uspeli spraviti pol metra ali kolikor rabimo za naklon fotovoltaike, no, vedno imamo, da bom rekla, neko usklajevanje, če lahko rečem. Skratka, upoštevati vse predpise gradbenega dovoljenja ni treba. Na začetku, ko sem rekla, zdaj je to tudi v zakonu, nisem prej upozorila, kjer je evro napisan, pomeni, da to za investitorja pomeni prekršek. Je lahko kaznovan z vidika inšpekcijskega postopka.
če bi bil to, dobro, sej ne, da bi to bilo masovno izrekano, ampak to pomeni neka teža države, kaj je pomenilo, katere določbe je treba bolj spoštovati, kot nekatere vse treba spoštovati. Ampak katere je še posebej poudarek, skratka, pisne storitve. Pogodba, vemo, ne, po aplikacijskem zakoniku je lahko tudi ustna, ampak ne na našem področju, ker so prezahtevne. In mora biti vse pisno. In potem se tukaj noter se dorečejo in potem imamo lahko vse te tri oblike, projektiranje, nadzor, pogradno, imamo lahko ali osko pogodbo, kar pravi gradbeni zakon, predvsem pri nadzoru, tu pa pri projektiranju, ali pa razširjujemo z obveznostmi, ne vem, nadzornikov ali pa projektantov, ki jih sicer nima po samem zakonu, neko svetovanje, pridobivanje dovoljenj, finančni vidi, kontrole in tako naprej. Skratka, a se odločimo osko gradbeno ali pa širša neko razširjeno pogodbo, sporazum dveh strank, kjer se srečata volji dveh strank, potem to nastane pogodba. In to je obvezno, kadar imamo gradbeno dovoljenje. V tem primeru, ko sklepamo, bomo dve možnosti, ali bolj enostavno to delamo javno upravo, kar ne bolj enostavno, torej na desno, enemu damo, in on prevzame vse obveznosti in potem se mi v bistvu s podizvajalci ne ukvarjamo razen čas z vidika javnega naročanja, zahteva neposredna izplačila, to se ukvarjamo. Tisti, ki pa večkrat bolj zduško, da rečem, da v javni sektorju tega ni, ampak kljub temu, ne, da se bolj svojega žepa dajo denar, očitna razlika opažam. Potem pa z vsakim posebej lahko sklepa pogodbo in to v vseh teh pogodbah sem jih prej pokazala projektiranje, nadzor in gradnja z neposrednimi. Imaš več težav, ampak dosegaš pa verjetno boljše pogoje. Moš pa bolj tam koordinira, to se pravi eno in drugo gradbeni zakon omogoča. In no, tisto, kar sem prej govorila tudi o gradni vlastni režiji za samo gradno, ne, en del pač naredi sam, ostale delčke pa s pogodbo dane pogodbo. Investitor mora biti vse čas na gradbišču, če se slučajno njena taka določba, da boš takrat investitor ustavil gradnjo. Novost oziroma niti nekaj, že en drug zakon o upravljanju inženirske pa arhitekturne dejavnosti reče, lahko si imenuješ vodjo investicije, ok, to je pa tako, lahko, ja lahko, nič ni predpisano, to se pravi ni zavezujoče, pa nič ni predpisano, kaj bo ta vodja investicije za investitorja delal, to se pravi, in to vse stvar sporazuma, kar pomeni, da sta to, naprimer, danes neki inženirji, ki pomagajo nekim investitorjem, to že danes, naprimer, teče. Na javnem sektorju imamo celo firmo, ki v bistvu nastopa kot inženir oziroma kot pomoč investitorja. Kadar gremo novo gradnjo, je obveznost investitorja, seveda tisti posebej, ki ti to lahko dela, kar pomeni pooblaščen geodet. Ena izmed stvari, ki je avtomatsko zavezan, če ne je on kriv, ampak jasno to dela s pogodbo. Ne more, razen če bi bil sam pooblaščen inženirsko področje geodezija, ampak za lastne potrebe tega ne more delati niti se kot fizična oseba, kot firma. Ureditev gradbišča, še ena stvar, zdaj je to razširjeno tudi na vzdrževalna dela, kadar posega naš objekt na javne površine, javni sektor velikrat to je, posega na pločnike. Obveznosti investitorja, enako kot prej, s pogodbo paziti, komu boš prenesel, da bo skrbel od začetka do konca. To se pravi od posega, prvega posega, pa do pridobitve uporabnega dovoljenja. Odgovornost investitorja. To seveda dajemo izvajalcem, pa bomo tudi paziti, da izvajalci so tisti, ki bodo do konca oziroma tako napisati pogodbo, da bo to on skrbel do uporabnega dovoljenja. Prijava začetka gradnje zdaj 4 leta velja, mi imamo več vrst prijav, imamo celo, zdaj po to novo pokazuje, celo neke priglasitve, ki smo jih do leta 2003 imeli, imamo prijave gradbišča, na inšpektorat za delo, to še vedno je, kot je bilo. Zdaj 4 leta imamo pa novost, ker je gradbeno dovoljenje s projektno dokumentacijo bolj okrnjeno, da in potem začnemo s pridobivanjem vse dokumentacije, varnostni načrt, projekti za izvedbo, načrt organizacije, ravnanje z odpadki in z tem pokom damo prijavo na organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, največkrat upravna enota. Če je gradbeni postopek zelo kontroliran s strani države skozi upravno enoto ali pa bo, ta postopek, ta prijava oziroma dokumentacija, ki je tam vložena, ni sistemsko kontrolirana, to bi rekli, da je vsaka prijava skontrolirana, to pa sicer nadzira pa inšpekcija, ki potem tudi nadzira gradnjo. Vezano na to prijavo začetka gradnje je tudi veljavnost dovoljenja.
nova obveznost mora zagotoviti investitor. Nekateri izvajalci se očitno zaklenejo, da še nobenega prava ne spustijo. To se pravi, zdaj tukaj iz te določbe, zakonske določbe, vidimo, da mora zagotoviti reden dostop, dve vsebine imamo tle. Bolj pomembno kot to, da mora zagotoviti, kar pomeni skozi pogodbo na odnos z izvajalcem proseč, da bojo lahko gor tudi projektanti njegovi, izvajalci pa še druge, mora pa izvajalcem pa zakonsko obveznost, da spusti svojega investitorja gor, kar je že malo absurdno, ampak očitno je potrebno to bilo zapisati v zakon. Torej, da zagotovi reden dostop in potem, da zagotovi sodelovanje teh projektantov. Projektantskega nadzora že nekaj časa nimamo v samem zakonu, ampak tukaj smo dobili noter na nek način ene vrste projektantski nadzor, ko ne bom tako rekla, ampak sodelovanje projektanta. To se lotevamo na različne načine, projektanti pišejo v popis del, kar svojo si dajo v postavko izvajalcu, pa potem potrjuje nadzornik izvajalcu, da je plačan projektant. To je taka varianta, ki obide mečko investitorja. Tisti investitor, ki se pa tega zaveda, pa seveda v projektantsko pogodbo si zagotovi po urah delo, na nek način po obsegu, da projektant pa zeli in pida, kolikor pač potrebuje, da jih pokliče. In to medsebojna komunikacija je, kdaj je tisto, ko bo šel, pa to plača za te stvari. Skratka, to sem zato tako razbila, zato, ker je ta mesec zelo pomembno sodelovanje projektanta na gradbišču. Ne kar tako, da se sprašaja, ampak v resnici to konstruktivno sodelovanje. Še ena novost, investitor, zato sem na začetku, ko sem rekla, ta glavni je investitor. Investitor zagotovi, da je dostopna dokumentacija na gradbišču. Gradbeno dovoljenje, dnevnik, gradbeni dnevnik seveda vodi izvajalec. Načrt organizacije ravnanja z odpadke ima ponavadi, gospodarjenje z odpadki s pogodbo tudi izvajalec, ampak investitor je odgovoren, da to zagotovi. Kako bo to storil seveda s pogodbo? S pogodbo tem izvajalcem ali komu drugmu, da ta dokumentacija bo na gradbišču. Evro je zraven, mislim, kar pomeni, je prekršek, če in globa seveda vzadej, če investitor ne zagotovi. Skratka, da se neka dokumentacija skriva, da je inšpekcija ne bi mogla pregledati. Gradbeni zakon je javno pravni predpis. In to pomeni, da je država kontrolira z inšpekcijami, imamo zdaj ojačano tudi občinsko inšpekcijo na tem področju, da se kontrolira z javnega vidika, da se ustrezno izvaja gradnja, skladna z gradbenim dovoljenjem, ustrezno z odpadki, varno ravnanje in tako naprej. In potem, jasno, na koncu, kadar je gradbeno dovoljenje, mora biti vedno uporabno dovoljenje, tudi kadar je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, vedno uporabno dovoljenje, tudi pri spremembi namembnosti, uporaba za uporabno dovoljenje, skladno za uporabnim dovoljenjem. Na koncu tudi evidentiranje, zdaj imamo res cel nabor. Jaz, ki probam slediti spremembam vsem predpisom, je to izjemno težko delo. Letos, 4. aprila, tudi ZEN, zakon o evidentiranju nepremičnin, nove obveznosti, nov zagon, težava tudi v začetku izvajanja tega. Gor se je kar za nekaj časa bolj zaprl, geodeti imajo težave, ampak investitor je dolžen, pa to ni mnogo dokončno, mora evidentirati svoj objekt. Še ena novost, specifična, enostanovanjski objekt, na današnjo temo, je lahko pridobil uporabno dovoljenje, tudi če nima fasade. Uporabno dovoljenje je zato pomembno, ker je hišna številka. In potem so neki mehanizmi, kazni pa inšpektorjev, pa kdo bo to se spomnil, to pogledati čez 3 leta, ali res objekt ima, to je ekonomski ali pa socialni vidik gradnje, smo tukaj noter uredili, češ hišo za denar, za hišo, za fasado, pa nimaš, ok, lahko se vselaš, lahko dobiš hišno številko, se prijavo živiš, ampak po 3 letih boš pa to vse pa šlo, da boš pa še fasado naredil. Toliko.